Lepo pozdravljeni na današnji Twitter delavnici. Moje ime je Dina Potočnik, sem sicer vodja službe za študentske zadeve na Doba fakulteti, mnogi me iz tega vidika tudi poznate. Sem pa hkrati tudi skrbnica spletnih družbenih medijev na Dobi in sicer kar 3 dobinih Facebookov, torej ki ga imamo v slovenskem jeziku, v srbskem jeziku in pa tudi v hrvaškem jeziku od letošnjega leta naprej. In pa sem skrbnica tudi našega Twitter računa, kjer pa smo se odločili, da bomo imeli samo enega in tweetali v vseh jezikih. Ko govorimo o družbenih medijih, se nekako v Sloveniji še kar ne moremo zediniti, kako bi jih poimenovali. Američani, Angleži, angleško govoreči narodi nimajo posebnih težav, oni preprosto rečejo social media, mi pa se še lovimo, ali so to družabna omrežja ali družbeni mediji, spletni družbeni mediji, skratka, teh različic je zelo veliko, ki pa naj vas ne zmedejo. Jaz sem se odločila že v pripravi same magistrske naloge, ki sem jo delala. Hvala tudi vsem, ki ste sodelovali pri anketnem vprašalniku, ki sem vam ga poslala. In sicer, da bom govorila o spletnih družbenih medijih. In na kratko, kaj sploh so, čemu so namenjeni? Večina med vami tako ali tako pozna Facebook. Največkrat povezujete spletne družbene medije prav z tem druženjem, z povezovanjem, z prijateljevanjem. Skratka, temu so tudi namenjeni, v ta namen so tudi nastali. V zadnjem času zelo veliko ljudi tudi išče informacije, ker postajajo informacije na družbenih medijih tudi zelo relevantne, konec koncev tudi informacije, ki od ust do ust pridejo do nas, jim nekako najbolj verjamemo. Recimo v Sloveniji so nekako med najbolj priljubljenimi 3 spletni družbeni mediji, in sicer Facebook. Moram povedati, da ga v Sloveniji uporablja skoraj tretjino ljudi, mogoče v teh številkah nekoliko kasneje, drugače je pa Facebook predvsem namenjen resnično nekemu druženju in pa ohranjanju stikov. Predvsem ga posamezniki uporabljajo v zasebne namene, z objavo kakšnih fotografij, komentiranja, medtem ko ga pa v zadnjem času veliko tudi uporabljajo tudi podjetja v marketinške namene. Potem je spletni družbeni medij Twitter. Gre za najhitreje rastoč medij na svetu v zadnjem času. Povsem drugačna komunikacija kot na Facebooku, predvsem je veliko krajša informacija na Twitterju in pa veliko hitreje vse gre skupaj. V tem tudi, kako dejansko to zgleda, malo kasneje, ko vam bom v živo tudi predstavila Twitter račune. In še tretji medij, ki je tudi povsem nekaj drugega kot Facebook in Twitter, to je LinkedIn. To je medij, ki je namenjen povezovanju, kamor vpišete svoj življenjepis, da ga imate, skratka vidite, kaj drugi počnejo, kje delajo. Predvsem gre v bistvu za neko poslovno mreženje in pa v poslovni namen. No, kot obljubljeno, se mi zdi, da je kar dobro včasih nekaj dejstva podkrepiti tudi z številkami. Zakaj so spletni družbeni mediji tako zelo popularni in tako zelo in v današnjem času? Razlog je zagotovo v tej veliki uporabnosti. Vedeti morate, da spletne družbene medije uporablja kar 2/3 uporabnikov spleta danes. V Sloveniji je uporabnikov skoraj da že 700 000. Ti podatki so nekoliko starejši, tako en mesec stari, in zagotovo je že preko 700 000, kar je kar 35% vseh prebivalcev. Predstavljajte si, kakšna velika množica ljudi je to. Twitter je v Sloveniji še nekako v začetni fazi, se pa je v zadnjem času predvsem zaradi volitev, pa nogomet, skratka z mediji so kar veliko naredili, ti klasični mediji, torej televizija, so zelo veliko naredili na popularizaciji tega Twitterja. LinkedIn pa tudi izjemno veliko omrežje, zelo veliko uporabnikov.
Zelo veliko boste že našli danes vaših študijskih kolegov, profesorjev, mentorjev, skratka, vsi so že skoraj na LinkedInu, o tem mogoče malo kasneje oziroma v kakšni od naših prihodnjih delavnic. No, pa se lotimo tega, zakaj smo danes tukaj. Govorimo torej o Twitterju, o tweetanju, o komuniciranju. Skratka, Twitter je zelo izredno hiter medij, kjer sporočate vi, ali vi berete, ali sporoča nekdo drug, lahko tudi kakšen klasični medij. Recimo vedno več se teh klasičnih medijev, Večer, Delo, skratka vsi obveščajo informacije najprej kar na Twitterju. Predvsem je namenjen, da sporočate neke uspehe, da komentirate kakšne dogodke. Videli ste recimo ljubitelji nogometa, Liga prvakov ima vedno spodaj se vrtijo neki napisi, no to so tviti. O tem, kako točno priti kako napisati en tweet v nadaljevanju. Namen Twitterja je, da komuniciramo na eni strani zasebno, torej komuniciramo neke svoje lastne interese in tudi spremljamo lastne interese, medtem ko pa na drugi strani pa se lahko tudi ga uporabljate tudi poslovno iz vidika iskanja kakšnih kontaktov ali če vodite, imate kakšno podjetje iz vidika promocije vašega podjetja. Skratka, ti spletni družbeni mediji imajo izjemno veliko prednost, tudi to, da so v veliki meri brezplačni, kar pomeni, da jih ni potrebno dodatno plačevati neke objave. Ja, tako kot sem že omenila, odličen medij, da dvignemo neko interaktivnost z strankami, da vzpostavljamo dialog z njimi, da dobimo neke povratne informacije. Izjemno odličen medij je Twitter in pa tudi vsi ostali spletni družbeni mediji za uravnavanje krizne komunikacije. Sami se zagotovo v podjetju kdaj srečate za kakšno krizno situacijo, kjer je potrebno zelo hitro odreagirati. Naj vam povem kot primer, tisti, ki ste že nekaj časa naši študentje, veste, da smo pred dvema letoma, ko smo upeljavili nov Blackboard, ko smo posodobili, v bistvu kupili novo okolje, novo verzijo, smo imeli kar nekaj tehničnih težav v zvezi z samo odzivnostjo Blackboarda, ki je povzročila tako na eni strani seveda vam preglavice, kot na drugi strani tudi nam, ki kar nekako nismo mogli tako zelo hitro rešiti situacije. Doskrat se je tudi Blackboard mogoče malo sesul, po domače povedano, no in takrat smo začeli na dobi tudi uporabljati Twitter v ta namen, da smo vas hitro obveščali, v kakšnem stanju je Blackboard, ali slučajno počasi deluje, ali se karkoli obeta, da bo spet slabo deloval ali celo ne bo deloval. Skratka, Twitter je zagotovo takšen medij, ki nam to omogoča. Danes na vso srečo nimamo več težav z Blackboardom in obveščamo še predvsem bolj o pozitivnih stvareh, kot je na primer zdaj ta naša dobrodelna akcija, ki pravkar poteka. Potem kar nekaj dogodkov smo že sledili jim na Twitterju. Skratka, zelo veliko možnosti omogoča sama komunikacija na Twitterju. No, in to je to, verjetno tisti, ki ste že na Twitterju, ste mogoče, ko ste se že srečali s temi nekimi objavami, je kar tako mal zmeda. Na prvi trenutek na samem Twitterju zgleda vse zmedeno. Tu neke lojtre, pa neke afne, pa neki retweet, pa nekdo je nekaj omenil, pa zelo krajšane besede, skratka, kar neka zmeda, v kateri se je na samem začetku zelo težko znajti. Naj povem čisto iz osebne izkušnje, sama sem imela kar 1 leto Twitter račun, preden sem ga dejansko začela uporabljati, preden sem nekako dojela tisto bistvo, ne? In ko sem to nekako dojela, zdaj z vsem veseljem delim to svojo izkušnjo tudi naprej. Zelo na kratko se bomo v naslednjih nekaj
v naslednjih 2 slajdih sprehodili čez tiste najbolj ključne stvari samega Twitterja. In sicer, najprej, da pojasnimo neke temeljne pojme. Govorimo o tweetu. Velikokrat se boste srečali s tem, a si prebral on tweet, a si videl on tweet, kaj bi pa jaz danes objavil. Skratka, tweet je ta posamična objava, ki pa je omejena. Za razliko recimo od Facebooka, za katerega ga večina pozna, je tukaj omejitev znakov. In sicer je Twitter omejen na 140 znakov. To je izjemno malo. In je potrebno zelo, zelo dobro razmisliti, kako ujeti in kako napisati tweet v 140 znakih. Potem je naslednje, s katerim se boste srečali, je retweet. Tako kot tukaj vidite, pri vsakem, ko sem dala primer zraven, piše retweeted by Doba Faculty. Skratka, Doba fakulteta je retweetala neko objavo. Nekdo, v tem primeru minister za šolstvo, je objavil informacijo o razpisih za razvoj visokega šolstva, za katerega se je nam kot fakulteti zdelo zanimivo, da ga ponovimo za naše followerje, skratka tiste, ki nam sledijo, tudi mi. Zato smo ga retweetali. Kadar želite torej objavo nekoga drugega, na eni strani potrditi tudi vi, oziroma želite, da bi za to vsebino izvedeli tudi vaši prijatelji, ki vam sledijo, jo retweetate. To je čisto preprosto, kliknete na en gumb in se to naredi. Potem se srečamo pri Twitterju tudi z followerji in pa z following. Following so tisti, katerim mi sledimo. Nas kot fakulteto, recimo, če kar na primer povem, Doba fakulteto zanimajo The Open University, Harvard University, potem moramo biti na tekočem, kaj Ministrstvo za šolstvo objavlja, potem nas zanimajo razni, podjetniški skladi. Skratka, in smo si izbrali nekatere ljudi, nekatere ustanove, kim mi sledimo. Torej, mi sledimo nekomu, mi spremljamo, kaj nekdo objavlja. Na drugi strani so pa followers tisti, ki nam sledijo, tisti, ki mislijo, da so naše objave njim zanimive. Jaz verjamem, da boste vi kot naši študentje postali tudi naši followeri, zato da boste na tekočem v zvezi z objavami, ki jih objavlja vaša fakulteta oziroma vaša doba. Torej, imamo following, tiste, ki mi sledimo, in followerje, tiste, ki nam sledijo. In potem še 3 ključne stvari. Eno je vaše uporabniško ime, torej to je ime, ki si ga boste izbrali ko se boste logirali na Twitter in se bo tudi poleg vašega pravega imena in pa priimka tudi prikazovalo za tole afno. Potem so tudi na Twitterju je možno poslati kakšno zasebno obvestilo neki drugi osebi. Kako zelo hiter je ta Twitter, resnično kažem, ko sem v lanskem letu že potrebovala eno informacijo od našega študenta Jerneja Damjana, on je smučarski skakalec in zelo veliko tudi odsoten, in sem mu sicer najprej poslala mail, na katerega mi ni odgovoril, ker verjetno ni bil pri mailu, ker za mail je potrebno biti kar ves čas online, in sem mu poslala tweet. Twitter si zelo preprosto namreč inštalirate na vsaki svoji mobilni napravi in takoj dobite obvestilo kot neko brezplačno SMS poročilo. In potem ta nekako najbolj neznani hashtag, ki ga ljudje najmanj tudi poznajo in ne poznajo tudi bistva hashtaga, to je samo en zaznamek, ki omogoča grupiranje in pa sledenje neki diskusiji. Mi smo se na Dobi odločili, da bomo imeli en skupen hashtag Doba dogodek. In vse, kar
vse, čemur mi sledimo, torej vsakemu dogodku, ki se dogaja na Dobi, od dobrodelnih akcij do okroglih miz, konferenc, gostujočih predavanj, ki jim sledimo tudi na Twitterju, torej objavljamo novice tudi na Twitterju, jih opremimo z lojtrico in Doba dogodek. Tukaj vidite na slajdu, da sta v enem obvestilu je gospod Lorenčič napisal dva takšna hashtaga. En je nogomet za punce, en je pa Liga prvakov. In če se boste kadarkoli kliknili ta hashtag, se vam tudi namreč v modro barvo obarva, kliknili na ta hashtag, se vam bodo vse objave, ki jih je kdorkoli, ali jih vi sledite, ga sledite ali ne sledite, se vam bodo prikazale na Twitterju. Torej, če gremo še enkrat, terminologijo Twitterja, to je namreč vse, teh 6 točk. Tweet, jasno, naša objava, ki ima maksimalno 140 znakov. Retweet je ponovna objava drugega avtorja. Skratka, vam bo zanimiva objava, ki jo bo objavila Doba fakulteta in boste želeli o tem obvestiti tudi svoje prijatelje na Twitterju. Potem so following, tisti, ki jim sledimo mi in nas zanimajo iz različnih vidikov, in followers so tisti, ki sledijo nam. Potem je z afno opremljeno naše uporabniško ime, ki se vedno prikazuje tudi ob našem pravem imenu in pa priimku. Na Twitterju je možno poslati tudi zasebno, neposredno sporočilo, to je pa sporočilo, ki ga ostali uporabniki ne vidijo, ker vse ostalo drugi vidijo, in pa hashtag, ki je nek zaznamek o neki temi. Ta zaznamek lahko kadarkoli naredimo tudi sami. Torej, če bi se meni zdelo, da bi bi sledili mi tej naši delavnici, bi se dogovorili, da bi imeli hashtag Twitter delavnica in bi vsi objavljali. Pravkar smo pričeli z Twitter delavnico in potem bi vi karkoli zanimivega ste izvedeli na tej Twitter delavnici tudi potem lahko objavili in kadarkoli pogledali. Mogoče še ena informacija v zvezi s hashtagom, da vas ne bo prestrašilo, če ga boste kdaj uporabljali. Hashtag je Twitter kot twitter.com briše. Torej ne ostajajo stalno, ker je Twitter tako hiter in tako zelo nasičen medij, da enostavno ni potrebe, da se toliko stvari tudi shranjuje. Mogoče še nekaj, preden gremo na celoten praktičen del, še nekaj v zvezi z samim načinom komuniciranja na Twitterju. Vsekakor objavljajte vsebino, ki šteje, torej ki velja, lahko ste tudi kritični, ampak stojite za svojimi besedami. Samih tweetov, torej samih objav, se praviloma na Twitterju ne briše. Iskreno pa vam svetujem, da se tudi izogibajte kakšnim delikatnim diskusijam. Zaradi tega, ker ni potrebe, včasih je mogoče boljše, da tudi če napišete svoje mnenje, ker včasih so prsti lahko hitrejši kot neka misel. Tako da to seveda ne pomeni, da ne smete pisati to, kar mislite, ampak vseeno seveda v skladu z etiko in moralo objavljajte tudi vse vsebine. Ja, v izobraževanju ima Twitter kar precej možnosti. Mi verjamemo, da se vas bo kar precej zdaj aktiviralo tudi na Twitterju. Mi bomo si poskušali tudi, da se bodo aktivirali naši profesori in mentori. Skratka, na Twitterju, to seveda Twitter ne bo nadomestil vašega Blackboarda, portala, karkoli Moodla, karkoli uporabljate, ampak je samo kot en dodatek, kjer so skoraj da najhitreje objavljene informacije. Torej, od kakšnih sprememb urnikov do kakšnih tehničnih informacij, skratka, zelo pester želimo, da bo ta naš Twitter.
No in sedaj se bomo preselili na Twitter v živo, kjer bom predstavila naš Dobin račun, na voljo pa bodo tudi vprašanja. Čisto za konec, pa še mogoče zadeva, za katero bi bilo fino, da bi si jo mogoče na hitro tudi napisali. Namreč v Sloveniji, to je čisto prvi, so čisto bolj za hec, samo tako, da dobite malo občutek. V Sloveniji je precej in med twitteraši Jona Žnidaršič, zelo zanimive objave, tistemu, ki seveda ustreza, tisti, ki vam ne ustreza, seveda ne. Moram vam povedati, da na Twitterju ni tako zelo lahko dobiti ljudi, ki vas sledijo, razen če niste Barack Obama in imate 20 milijonov followerjev ali pa papež, ki v enem dnevu dobi pol milijona followerjev, malo za hec, ampak tako dejansko je. Za followerje se je potrebno kar precej truditi in kar precej objaviti. Zelo zanimiv za tiste, ki vas zanima mogoče malo hokej, tudi Anže Kopitar, zelo zanimive objave, tako malo za popestritev. Vse skupaj, drugače pa tudi na Dobi, na že kar nekaj tweetam. Naš ta splošen akaunt je Doba TV kot Twitter. Mogoče, če ne boste našli svojega pravega uporabniškega imena, poskusite z imenom _, pa TV, to je zelo pogost tudi naziv, TV kot Twitter. Potem je tukaj iz knjižnice, Dekan tudi tweetam, jaz, Dina Potočnik, vse menedžerke programov, kot vidite, skratka kmalu pa tudi bo tweetala naša direktorica, tudi informatika, profesori, mentori in tako naprej. In še tik preden gremo na res čisto praktičen del, pa še ena vaša Twitter decembrska naloga, tako ali tako ste navajeni kar naprej dobivati kakšne naloge. Ustvarite si profil na Twitterju in pričnite tweetati.